Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bi vam rad na kratko predstavil 4 energijske nivoje, na katerih se ženska nahaja oziroma skozi katere pač gre, odvisno od energijske kapacitete, ki jo ima. Večkrat sem že govoril o tem, da se pač mi vsi rodimo z določeno kapaciteto energije, ki jo potem v življenju porabljamo. Nekateri se rodijo z več, nekateri z manj energije, in potem odvisno od situacij, skozi katere gremo, več kot imamo v življenju stresa, več kot imamo nekih takih, težkih situacij, več energije porabimo. Pri ženskah je specifično tudi recimo rojstvo. Ženska pri rojstvu, ob rojstvu, ko rodi, dejansko izgubi veliko energije, zaradi tega govorimo tudi o poporodni depresiji. Poporodna depresija je dejansko samo ogromno, veliko pomanjkanje energije. In če bi ženske imele to znanje, če bi se ženske v večjem številu tega zavedale, da je porod neke vrste projekt, potem bi se dejansko skozi celo nosečnost in že prej pripravljale na ta dogodek in bi gradile, kopičile energijo, da bi bistveno lažje šle skozi to. Ampak o tem bomo kdaj drugič govorili. V bistvu prvi nivo govorimo o pasivni ženski. To je ženska, ki ima zelo malo energije, večinoma je pasivna do življenja, odziva se na življenje, v bistvu depresivna, sklepa pogoje, dejansko ne čuti svoje vrednosti, ne čuti, da je lepa, da ji pripada življenje, da ji pripada čudovito življenje, da je življenje samo čudovito, in skozi celo vrsto nekih dogodkov in situacij pač v življenju ves čas sklepa kompromise v odnosu do partnerja, v službi, do prijateljev, zato ker ne verjame, da je vredna, ne verjame, da ji pripada več, da ji pripada čudovito življenje. To je v bistvu pasivna ženska. Potem naslednji nivo, ko ženska začne pač dejansko s pomočjo treninga, ker drugače je skoraj nemogoče, to pomeni, ko začneš delati na sebi, ko začneš vlagati vase, potem dejansko prvi rezultat je, da se ti poveča količina energije. In naslednji nivo je prebujajoča se ženska. To pomeni ženska, ki dobiva, ki ima več energije, kot je imela prej, ko je samo pasivno spremljala življenje, pasivno spremljala situacije, začne se prebujati, ima več energije, začne opažati dejansko situacijo, v kateri se nahaja, začne opažati, da dejansko nekatere zadeve, nekateri kompromisi so bili, bom rekel po domače, nori. Zakaj pristaješ na take odnose, zakaj pristaješ, da si vedno zadnja, da imajo vsi drugi prednost? Prej si pač pristajala na to, ker nisi imela energije, ker nisi imela moči, ampak sedaj se začenjaš prebujati. In v tem stanju prebujanja imaš več energije, začneš opažati te stvari in na nek način postaneš jezna nase, ker si pač pristajala na te pogoje, jezna na okolico, ki je dejansko te na ta način tretirala, ampak moraš vedeti, da okolica, nažalost, je pač tako, te je prej tretirala na ta način, ker si sama sebe tretirala. In sedaj prihaja v stanje, ko te stvari opaža in na nek način tudi postaja agresivna proti vsemu temu. Zato, ker pač, gledajte, recimo, tipičen primer je, recimo, najprej smo v situaciji, ko pač sprejemamo vse stvari, ker nimamo dovolj energije, da bi karkoli spremenili, potem dobimo nekaj energije in nas začnejo stvari motiti. Opazimo, da imamo malo plačo, opazimo pač, da nas ljudje tretirajo na tak način in postanemo jezni na to. Tipičen primer so recimo stavke. Ljudje štrajkajo, dajte nam več denarja, dajte nam več pravic. Ok, v redu.
Saj ni nobenega, jaz vas razumem, ne? Ampak v bistvu štrajk ne pomaga, ampak to je spet druga zgodba, o kateri bomo drugič. Ne? V bistvu, če ti nekaj recimo v obstoječi službi, če čutiš ali pa v obstoječem odnosu, če tu čutiš, da dejansko nisi tretiran na način, kot zaslužiš, potem se lahko pogovoriš. In če ta pogovor ne pomaga, ne, ampak pogovoriš se mirno. Ne. Oprosti, poglej, verjamem, da več doprinašam na tem delovnem mestu, kot sem plačan. Ne. In potem v bistvu lahko se zgodi, da ti šef reče, okay, če ti kaj ni všeč, pa greš. In ko se ti zavedaš svoje vrednosti, ne, seveda ogromno izmed vas bo sedaj spet lahko, joj, to ni tako lahko, vem, da ni lahko, okay? Ampak se da in zagotovo zadeva deluje. Ne? In če ti nekaj ni všeč, potem samo greš in ne rabiš v bistvu biti jezen na nekoga, ne rabiš biti jezen na partnerja, ki te ne tretira na način, kot si zaslužiš. Enostavno, poglej, če se partner ne more, ne želi, ne zna spremeniti, če ni pripravljen delati, potem odideš v novo zgodbo. Ne? In ta prebujajoča ženska je v tej fazi, ko opaža, da stvari niso v redu, da stvari niso ok, ne? Da niso na nek način, rečemo, pravične, ampak še nima dovolj energije, da bi naredila nek korak. Ne? Potem, ko zopet še povečamo energijo, ali pa za tiste, ki ste že na tem nivoju, je pač v bistvu imenujemo aktivna ženska. Ženska, ki dejansko začne delati spremembe v življenju, ne? In razume življenje, razume zakone, ne? In dejansko začne se spogledovati s tem, da začne kreirati svoje življenje. Ne? Večina ljudi, ki imajo relativno dovolj energije, je v tej fazi, v tem območju nekega aktivnega življenja. Ne? In potem, ko začnemo spoznavati ta energijski svet še bolj, ko dejansko še bolj pojačamo svojo kapaciteto energije, gremo v stopnjo razsvetljene ženske ali pa razsvetljenega moškega. Okay. V tej stopnji začnemo uporabljati svojo intuicijo, začnemo se zavedati, da človek ni samo fizično bitje, ampak da je človek energijsko bitje, ki živi v fizičnem in v energijskem svetu. In v tej stopnji dejansko pač po eni strani razumemo fizične zakone, razumemo, kako stvari delujejo, ne? In po drugi strani razumemo tudi energijske in duhovne zakone. Ne? Energijski, duhovni, pač kakorkoli, kar vam je bliže, kar vam je bolj lažje, da razumete. Ne? In tega se zavedamo in začnemo tudi to uporabljati. Ker ogromno ljudi živi samo v fizični realnosti. In potem so tu ljudje, ki živijo samo v duhovni realnosti. Denar me ne zanima. Okay. Verjamem, da te ne zanima, pa ga imaš, pa ga znaš kreirati. Jo, to pa ne. Okay. To pomeni, razumete? Ker samo duhovni ego je tisti, ki nam govori in ki opraviči to, denar me ne zanima. Ja, saj v redu, mene tudi ne zanima, ampak če ga nimam, ne morem živeti, ne morem kreirati, ne morem to. To pomeni, razsvetljena ženska se tega zaveda, da v bistvu obstaja energijski del in obstaja fizični del. In dejansko zna to uporabljati, zna uporabljati svojo intuicijo, zna uporabljati komunikacijo z tem energijskim svetom, če tako rečemo. To pomeni svetom, iz katerega prihajajo vse ideje, rešitve. Ne? Dela posel na nov energijski način. Življenje živi na nov energijski način. In to je dejansko pač stopnja, o katerem bom v prihodnosti ogromno še govoril, ne? Ker prišli smo iz tega, da pač se borimo za svojo vrednost, borimo se za svoje, bom rekel, da čutimo svojo vrednost, da čutimo, da se imamo radi, ne? To je pač osnova in potem gremo naprej in potem pač dejansko začnemo živeti to življenje, da kreiramo, da uporabljamo energijo, da uporabljamo energijski svet, energijske zakone, da imamo popolnoma drugačno realnost. Ne? Ker pogledajte, na star način, če hočete narediti naprimer, več denarja, zakaj denar? Zato, ker se ga da prešteti, ker je neka realnost. Ne? Ker v bistvu, ko govorimo o sreči, ne? Hočem biti srečen.
Ok, hočem biti srečna. V redu, super. Kako boš vedel, da si danes bolj srečen kot včeraj? Ne? Kakšna pravila si lahko postaviš, ne? Da v bistvu rečeš, okay, če sem cel teden srečen, ne smem samo enkrat v tednu, ne smem biti, mislim, če sem samo enkrat v tednu nisem srečen, potem nisem izpolnil svojega cilja. Ne? Ampak mi gremo sedaj na to, da hočemo biti srečni in imeti rezultat. Hočemo čutiti ljubezen in dejansko spreminjati svet. Razumete? To pomeni dejansko tisto naša duhovnost, naša energija se mora odražati v naši fizični realnosti. Če se ne odraža, potem nečesa ne razumemo. In to je dejansko stanje razsvetljene ženske, ne? Ali razsvetljenega moškega. To bi bilo za danes, na kratko, da predstavim stvari, ki jih opažate, da se dogajajo na Facebooku in na spletni strani, ne? In to je dejansko smer, v kateri bomo šli sedaj naprej. Tako da želim vam en čudovit dan. Če imate kakšen komentar, napišite pod video. Če dejansko želite vedeti kaj več, me kontaktirajte. Želim vam en čudovit dan in vas do naslednjič pozdravljam.